Spoštovane, spoštovani, pred nami je še zadnja peta kroga, 8. kroga v prvi ligi Telemach Slovenije. Sliko smo v Domžalskem športnem parku, današnja tekmeca pa Radomlje in Bravo. Jakšič proti Štoru. Potem pa se je lepo znašel Kramarič, ki zdaj prodira še vedno Kramarič in odbil je Zulič, potem je Uro zapravil žogo, strel in vratnica! Vratnica se je stresla. Jakšič, Kurtovič do strela z glavo, teda žoge ni najbolje zadev. Križan do Ansane. Kramarič, dobra podaja, Maružin strelja, Štor je bil pred vrati. Kramarič zdaj iz kota, priložnost je tole za Stefana Miliča, ki pa je z glavo sprožil čez gol. V Goriškem športnem parku, ki se je med Gorico in Muro končala z 0:0, pa 3 izjemno lepe dvoboje, tule pa Kurtovič, kakšna priložnost je bila tole. Znova Ansana, Kramarič, Maružin, 1:0 za Bravo. Lepa akcija gostov zdaj in sijajen pregled Martina Kramariča, 62. minuta. Loren Maružin je polizal smetano, da tako rečem. Sijajno Kramarič, kje je tole videl, že tale podaja Ansane do Kramariča je bila odlična, presekala je, prerezala pravzaprav po sredini obrambo Radomelj. Kurtovič. Almin Kurtovič pred vrata, Maružin je bil tam, teda ni mu uspelo. Šošiča je bila to proti Vrhovcu, ki pa je žogo dobro ustavil, tule spet Šošič, zdaj se odpira nekaj več prostora Mlinarjem v tem proti napadu. Mario Čujič, Sokler dviguje roko, Čujič preigrava, še vedno Čujič, Šošič! Dober strel je bil to da žoga za las mimo desne vratnice. Drugega seveda ni bilo pričakovati v končnici tele tekme, glede na to, da Bravo vodi z 1:0. Zdaj Maružin v proti napadu, Maružin mimo Vrhovca, še vedno Maružin, Flaku zbosil, brani Velič. Duhanovič, Hrvoj, Cerar. Hrvoj ponovno, Hrvoj v kazenski prostor in gol! Sijajen gol za Esterja Soklerja, podal je tu Tim Hrvoj in ob koncu 89. minute so Mlinarji vendarle prišli do izenačenja. Potem, ko so Bravaši pravzaprav že vohali vse 3 točke, takole Cerar, Hrvoj in potem izjemne škarjice Esterja Soklerja, njegov prvi gol za Radomlje in izid je 1:1. Kapituliral je tule Gal Lubej Fink, ki je bil seveda povsem nemočen. Nermin Bašič, končalo se je Radomlje 1, Bravo 1. Morda razlog za veselje, predvsem ta nepopustljivost, s katero vas je ekipa pripeljala do točke, ampak po drugi strani večji del srečanja niste bili tiste pravi, kot ste v izjavi pred tekmo dejali, da si želite igrati, da si želite vzpostaviti svoj sistem, ampak kaj je bilo tisto, kar vam je to na današnjem srečanju preprečevalo? Potpuno se strinjam s vama i prvo da čestitam Bravo na jednoj odličnoj utakmici.
i mislim da su oni bili jako blizu pobjede. S druge strane, jako puno problema smo imali u izgradnji napada. Nekako smo pokušali 3-5-2 igrati s tom lažnom jednom devetkom da pokušamo viške u sredini terena da imamo. Međutim, nismo imali te prave dinamike, pogotovo ta 3 igrača pozada. Sve to onako sporo bilo. Nismo uopšte uspjeli probiti taj prvi pressing blok iznad centra Bravo. Jako puno smo se matali. Ja bih rekao da smo se patili, baš smo se patili. S druge strane, moram reći, kad smo promijenili formaciju, kad smo zadnjih 20 minuta ušli u 4-2-3-1, ono što je nama znano, što znamo da smo puno bolje izgledali i jako dobro su igrači sa klupe odgovorili. Bitno je da je ekipa pokazala ponovno neki karakter. Mi smo ekipa koja se nadograđiva, koja se radi. Vidi se i danas, moramo biti realni da smo jako daleko od naše neke igre, ali bitno je ne gubiti ovakve utakmice i stvarati neku igru. I jako sam sretan danas što je mali Zulić 17 godina igrao jednu dobru utakmicu, što je se mali Pogačar koji ima 19 godina uspio vratiti poslije mononukleoze. Mlada jedna ekipa, Šoš 19 godina, tako da jako sam sretan što su pokazali taj karakter, taj voljni moment. I zadnja minuta, sekunda, ruka, nije, ja više ne znam ni šta je ruka, nije. Volio bi stvarno napraviti neki seminar da se zna više šta je ruka u Sloveniji. Ja ne znam šta je ruka. Ja sam sagledao snimak i za mene je 100% bila ruka. Ali imamo mi još puno toga da radimo i čestitam stvarno, bravo, odigrali su jednu fenomenalnu utakmicu i mi moramo biti bolji, možemo bolje, bitno je da ne gubimo utakmice i idemo mi dalje. Hvala. Hvala vam. Dejan Grabič, verjetno zaradi zaključka tekme ne morete biti zadovoljni z razpletom, ampak vendarle, glede na celoten potek srečanja, ste saj z večjim delom predstave svojih fantov lahko zadovoljni. Mislim, če bo to floskula ali pa ne, to je popolnoma nezaslužen poraz. Vidimo pa, kakšen je nogomet, da po tistem šoku, po vsej dominaciji in s priložnostmi in s tem, da smo pač bili boljši nasprotnik danes, se ti lahko tekma v sekundi, v trenutku nepozornosti obrne. In žal mi je, res mi je žal, moram pa pohvaliti igralce, da so zdaj že drugo tekmo zapored še dvignili ritem, še večjo kakovost pokazali in to je dober obet za naprej. Pred tekmo z Mariborom je zagotovo spodbudno dejstvo, da ste si lahko ustvarjali priložnosti saj v igri, v napadu, verjetno pa bo treba za popoln uspeh predvsem tisto popraviti koncentracijo v zaključku tekme. Res je, danes in na prejšnji tekmi smo imeli, ko pridemo enkrat više, več igralcev, ki so, se pravi, številčnejši smo bili gor in posledično smo prihajali v lepe situacije. Koncentracija, to je, mislim, na taki tekmi bi morali zabiti 2, 3, 4 gole, mogoče, ne, v idealnem scenariju, ampak nimamo to je bilo pač še ena učna ura za nas, da je treba tekmo ubiti, ko imaš priložnost iti na 2-3-0 in to bi verjetno bil konec današnje tekme, ampak vseeno, Radomlje, vemo, kakšno kakovost imajo, spet so se izkazali kot zelo dober nasprotnik, mislim pa, da vseeno smo imeli večjo kontrolo, več priložnosti. Dejan, hvala. Po koncu tekme v naši družbi Anel Zulić. Anel, na koncu 1-1, vendar večji del tekme so Radomlje trpele, ampak zdržali ste, pokazali pravi karakter, odigrali tekmo do konca in na koncu prišli do pomembne točke. Glede na zadnje rezultate, kako pomembna točka je to za Radomlje? Mislim, da je zelo pomembna točka za Radomlje, za celo ekipo. Smo dobili dodatno samozavest. Mislim, da nismo zadovoljni z našo igro in da se zavedamo tega, da lahko naša ekipa veliko bolj to odigra. Mislim, da je zdaj eno zelo kratko obdobje do naslednje tekme. Se treba dobro regenerirati in pa usmeriti glavo na naslednjo tekmo, ki je prav tako bo težka tekma, igramo proti Domžalam. Tako da mislim, da bo sam treba dobro spočiti in pa zbrati glave, skupaj dati glave in pa se pripraviti čim boljše na naslednjo tekmo. Glede na situacijo Radomelj, da se točke težko nabirajo in da je vsaka tekma zelo pomembna, kako pomembno je zate, da ti trener zaupa kot mlademu nogometašu? Mislim, da zelo pomembno dobivam neki samozavesti, probam vsako priložnost čim boljše izkoristiti. Sem zadovoljen, da dam svojo predstavo, ampak mislim, da lahko vedno boljši in pa bom se potrudil, da bom vedno boljši in pa vedno več. Anel, hvala. Hvala. Martin Kramarič, na koncu Radomlje 1, Bravo 1. Zdelo se je, da imate vse pod nadzorom, ustvarjali ste si priložnosti, na koncu ste prišli lahko rečemo zgolj do enega zadetka. Kaj je zmanjkalo, da potem bi prišli še do drugega, ki bi popolnoma uničil tekmo?
Učinkovitost nas mantra, nas že celo sezono in prejšnjo in že letošnjo, tako da ta segment igre pa treba popraviti, če hočemo tekmovati vsako tekmo. Žal nam je pač 3 točke škoda. Nimam drugega kaj za reči. Kako težko je potem se pobrati in se motivirati za naslednjo tekmo, ko tekmo praktično dobljeno izgubiš vse 3 točke v zadnjih minutah. Ja, pa zdaj pač, kaj smo, zdaj je Maribor že sama po sebi tekma, se ni težko motivirati, tako da gremo naprej. Martin, hvala. Hvala.